Iz leta v leto obišče Maribor vse več turistov. Kako do več zasebnosti na internetu? Tudi zelene zimske počitnice so lahko vesele. Dober večer želim. Mestna občina Maribor si prizadeva za pridobitev lastništva stavbe Stari radio blizu glavne mestne tržnice. Župan Fištravec je za stavbo lastniku KBM Invest pred dnevi v zameno ponudil nepremičnino na Studencih. Zgodba naj bi se sicer vlekla že več let. Junija 2010 naj bi bil Vladimir Rukavina, takrat vršilec dolžnosti generalnega direktorja Zavoda Maribor 2012, podpisal pismo o nameri za nakup oziroma prodajo tega dotrajanega objekta. Pri tem pa naj bi presegel pooblastila, saj med drugim posla ni potrdil mestni svet. Rukavina pa se sklicuje na dogovor nekdanjega župana Franca Kanglerja in direktorja matične nove KBM Matjaža Kovačiča. Na občini so danes pojasnili, da zadeva ni povezana. Z nakupom starega radia namreč začenjajo projekt oživljanja mestnega jedra. Če želijo črpati kohezijska sredstva, pa morajo biti stavbe v 100% občinski lasti. Ta sodna poravnava trenutno še ni stopila v veljavo, namreč ima odložne pogoje. Na naši strani je seveda takšen odložni pogoj, da je celotna zadeva potrjena tudi skozi proračun mestne občine za leto 2014 in pa seveda v samem planu prodaje nepremičnin, ki je del proračuna. Gospodarska kriza pa ne prizanaša niti turizmu. Terme Maribor so eden večjih ponudnikov turistične in zdraviliške dejavnosti in to ne samo v Mariboru, temveč tudi v Sloveniji. Pred letom in pol jih je kupila investicijska družba Platanus. Pravi lastniki pa se doslej še niso razkrili. Platanus je imel že konec lanskega leta več dolgov kot premoženja. Zaradi še večjega primanjkljaja so ga morali lastniki letos dokapitalizirati. Bo leto 2014 za Terme Maribor leto brez rdečih številk? Terme so že lani končale s polmilijonsko izgubo, ta se je letos samo še poglobila in bo znašala okoli 800 000 evrov, vendar direktor zatrjuje, da v letu 2014 pišejo novo zgodbo. Raste nam področje nekih dodatnih storitev v smislu cateringa, raste nam področje medicine, na področju same hotelirske ponudbe pa se tudi mi soočamo z upadom gostov, vendar že zdaj aktivno eno leto pripravljamo in zlagamo skupaj neke nove programe, repozicioniramo podjetje, tako da računamo na bistvu da bomo želi to, kar smo sejali letos in lani, šele drugo leto. Velik del letnih prihodkov, kar okoli 3/4 oziroma dobrih 30 milijonov evrov, ustvarijo v svojih prodajalnah, medtem ko s turistično dejavnostjo letno ustvarijo okoli 8 milijonov evrov. Prva so naše še vedno bivši free shopi oziroma malo obmejne trgovine, kjer obračamo precej denarja, predvsem v prometu z tujci, v tranzitu in z Avstrijo. Druga dejavnost je seveda ta hotelirski del, ki nam mora postati dejansko dejavnost, ki bo nosila denar. In tretja dejavnost je pa v bistvu ta naš medicinsko-diagnostični center Fontana. Prav ta segment medicinske dejavnosti, kjer je rast največja, želijo v prihodnje ukrepiti v povezavi s prenočitvenimi zmogljivostmi. Sicer pa, tako direktor, imajo lastniki jasne cilje. Ruski kapital ni naivn. Pomeni, to ni kapital, ki bo kar metal denar v neke investicije samo zaradi tega, ker je tukaj Slovenija, ampak jih zanimajo vsebine, zanima jih torej donos tega kapitala. Čeprav so ruski lastniki napovedali, da bodo v hotele pripeljali bistveno več ruskih gostov, jim teh načrtov za zdaj ni uspelo uresničiti. Ob tem pa termam že v kratkem zapade za okoli 3 milijone evrov kratkoročnih posojil. Med letom je bila po opažanjih turističnih delavcev zasedenost prenočitvenih zmogljivosti manjša. Bolje kaže ob božično-novoletnih praznikih, ko so v Mariboru in okolici hoteli polni. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je leto za 10% več tujih gostov. Med njimi prevladujejo Madžari, Avstrijci in Nemci. Pohorje z okolico pa vse bolj privlači tudi češke turiste.
Moram reči, da sta dva ključna turistična ponudnika v mestu z nočitvami polno zasedena. V destinaciji kot celoti, kar pokriva 22 občin, pa je pokritost nekje 45% za zasedenostjo. Kar se tiče razmerja domačih in tujih gostov, je 60% tujih gostov, 40% naših gostov. In glede na to, da je zelena zima, moram reči, da je to kar pozitiven podatek, da seveda lahko razširjamo ponudbo drugih produktov v naši destinaciji, ne samo zimskega turizma, ampak tudi aktivnega preživljanja prostega časa v celotni destinaciji. No, več kot 240 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov pa se je v torek za nekaj časa poslovilo od šolskih klopi, pa tudi od svojih sošolcev. Začele so se namreč božično-novoletne počitnice, ki bodo trajale vse do 2. januarja. Mnogi prosti čas izkoristijo za zimske radosti, za katere pa so tokrat zaradi otoplitve vremena kar malo prikrajšani. Kljub temu, da je Pohorje zeleno in imamo spomladanske temperature, je še dovolj umetnega snega, da se lahko okoli 45 otrok, tudi iz tujine, uči prvih smučarskih korakov. Se volim skijati i zato što hoću da dobro mogu skijati. Malo se odmaramo, malo imamo snijega, ali dovoljno da se skijamo. Biće bolje valjda. V smučarski šoli Pohorje so svoje dejavnosti začeli 17. decembra, ko je bilo še dovolj naravnega snega. Danes pa so zaradi dežja z dnevom zamude začeli izvajati osnovnošolski tečaj. Je namenjen dejansko poučevanju varnega, samostojnega in pravilnega smučanja, ki ga izvajamo tukaj na Belviju in seveda na Areho. Mariborska zveza prijateljev mladine pa že vrsto let pripravlja brezplačne počitniške delavnice. Tokrat so njihove ustvarjalnice bolj ali manj samevale. Zakaj si danes prišel sem v Dom ustvarjalnosti? Da malo ustvarjam. Večina staršev ima zdaj dopuste ali so kje pri starih starših na počitnicah, tako da te novoletne počitnice so v bistvu najmanj obiskane. Sameva pa tudi drsališče v središču mesta. Zaradi visokih temperatur lahko otroci samo žalostno zrejo v luže na razmehčanem ledu. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije poziva ministra za finance Uroša Čuferja naj javno pojasni izjavo, da mora država imeti čim manjši javni sektor, da je lahko suverena. Sprašujejo se, ali je izjava napoved radikalne privatizacije javnega sektorja, in od ministra pričakujejo pojasnila. Več o pomembnejšem domačem dogajanju pa v Slovenskih novicah. Avtoprevozniki nezadovoljni zaradi dražjih cestnin, višjih glob, slabih zaposlitvenih možnosti in zdaj še obveznih obvozov zaradi dotrajanih cest so na današnji skupščini napovedali protest. Če vlada ne bo prisluhnila njihovim zahtevam, naj bi po novem letu protestirali v Ljubljani. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v Sloveniji decembra enaka kot novembra in za 4 odstotne točke višja kot decembra lani. Tako kažejo danes objavljeni podatki Državnega statističnega urada. Od dolgoletnega povprečja je bila vrednost kazalnika gospodarske klime decembra nižja za 10 odstotnih točk. Podravska regija, predvsem mestna občina Maribor, je letos doživela nov gospodarski in socialni padec. Stečaji so še povečali brezposelnost v regiji, sindikati pa opozarjajo, da so ogrožena delovna mesta v podjetjih kot sta Pinus in Vinak. V velikih težavah sta tudi Kristal in Marifarm. Na mariborski službi Zavoda za zaposlovanje menijo, da se obseg registrirane brezposelnosti, ki je za več kot 2 odstotni točki nad slovenskim povprečjem, prihodnje leto ne bo bistveno spreminjal. V Nacionalnem preiskovalnem uradu so potrdili vest, da je policija na tožilstvo poslala ovadbo zoper prvaka SDS Janeza Janšo zaradi spornih nepremičninskih poslov s podjetjem Imos leta 2005. Tožilstvo bo zaradi suma, da je Imos preplačal vrednost Janševih zemljišč v Trenti in mu omogočil premoženjsko korist, verjetno zahtevalo sodno preiskavo. Na sveti večer 24. decembra so po vsej državi potekale polnočnice. Naša ekipa se je udeležila polnočne maše v Mariborski stolni cerkvi, kjer je maševal generalni vikar Mariborske nadškofije Janez Lesnika. V nagovoru vernikom je med drugim poudaril, da je treba tudi v težkih časih varčevanja in odrekanja poiskati upanje. Malo pred polnočjo so se verniki začeli zbirati pred Mariborsko stolno cerkvijo. Zbralo se jih je veliko, z večerno uro niso imeli težav. Redno hodite k maši ali ne? Ne, sploh ne hodim v cerkev drugače. Kako to, da ste pa danes prišli? Ne vem, za polnočnice vedno grem,
ker je pač nekaj posebnega. Pridemo s familijo, kar je pa še najlepše, ne? Da smo vsi skupaj, pa skupaj molimo. Ne? Jaz mislim, da če hodiš v cerkev zaradi sebe, zaradi svoje duhovnosti, zaradi svoje vere, sigurno ti zna ponuditi marsikaj. Ne? Če pa gledaš širše, pa si lahko zaskrbljen nad situacijo, ki je trenutno v cerkvi. V Mariboru po julijskem odstopu nadškofa Marjana Turnška novega vodje škofije še niso izbrali. Mašo je zato daroval generalni vikar. V pridigi je opomnil, da so vrata do Boga odprta vsakemu človeku, ne glede na njegov socialni položaj in vlogo v družbi. Korak k Jezusu, odrešeniku, lahko naredi vsak, otrok in starejši, bogat in siromašen, učen in neuk, zdrav in bolan. Božič je praznik družine, ljubezni in upanja, česar se v sodobnem življenju premalo zavedamo, je spomnil. Kakor da ljudje nimamo niti časa, da bi iskali to, kar v nas budi upanje, hrepenenje in veselje. Tudi danes zjutraj so se po vsej državi nadaljevale svete maše. V mariborski stolnici jo je daroval celjski nadškof Stanislav Lipovšek, sicer tudi začasni upravitelj mariborske nadškofije. No, seveda celjski nadškof Lipovšek svete maše ni daroval danes 27. decembra, ampak na božični dan 25.12. V dnevniku pa zdaj k bolj posvetnim, a nikakor zanemarljivim zadevam. Ste se kdaj vprašali, kaj se dogaja z vašimi osebnimi podatki na spletu? Sodelavka Tanja Kranjec, ki sicer pripravlja oddajo Evropski magazin, v naslednjih 2 minutah o tem, kako Evropska unija poenostavlja našo pravico do zasebnosti na spletu in varuje državljane pred zlorabami podatkov. Kaj veste o zaščiti podatkov v Evropski uniji? 43% uporabnikov interneta je dejalo, da od njih zahtevajo razkritje več osebnih podatkov, kot je potrebno. 70% Evropejcev skrbi možnost zlorabe njihovih osebnih podatkov. 90% Evropejcev želi enake pravice v zvezi s podatki po vsej Evropski uniji. Kako je z zaščito podatkov v Evropski uniji? Zakonodaja Evropske unije o zaščiti podatkov izvira iz leta 1995, ko je internet uporabljalo manj kot 1% prebivalcev Evropske unije. Danes živimo v globalno povezanem svetu. Evropski parlament razpravlja o posodobitvi predpisov, s čimer bi prebivalcem olajšali nadzor njihovih podatkov in dostop do njih ter poenostavili upravne zahteve za podjetja. Katere so bistvene spremembe? Vaše osebne podatke je mogoče uporabiti le po pridobitvi izrecne privolitve. Po novem predlogu lahko blokirate mnoge oblike spletnega sledenja in spletnega ciljenja oglaševanja. Vaši osebni podatki morajo biti na vašo željo izbrisani. Pravico imate zahtevati kopijo osebnih podatkov in jo posredovati v drug sistem za obdelavo, na primer ponudniku e-pošte ali v družabno omrežje. Pravilniki o zasebnosti vam morajo biti jasno in natančno razloženi v običajnem jeziku, ki ga razumete. Podjetja, ki ne bodo spoštovala novih predpisov, bodo kaznovana sorazmerno s težo prestopka. Enoten nabor predpisov, ko bo sprejet, bo veljal za vse države članice Evropske unije. Kultura. Konec leta je morda tudi dober čas za razmislek, kako pogosto si vsak dan nadevamo različne maske. Prav konotacija mask pri umetniškem ustvarjanju vodi 3 dunajske umetnike, ki delujejo pod imenom Da Academy. Svoja dela na to temo predstavljajo v ulični izložbi centralne postaje na Koroški cesti v Mariboru, ki spada v projekt Vitrine. Ulične vitrine tako nagovarjajo mimoidoče, da se za hip postavijo. Pomeni neko opno med zunanjim in notranjim prostorom. Je dejansko edini razstavni prostor za vizualno umetnost v centralni postaji in je sestavljen iz 3 segmentov. Vsebuje video delo, potem vsebuje 2 površini, ki sta namenjeni za fotografijo ali plakat ali kakšno drugo intervencijo na dvodimenzionalni površini in pa globoko izložbo kot 3. segment, ki za svojo globino, kot samim imenom, dopušča postavitev kakšne instalacije ali kaj podobnega. Video vitrino tokrat zaseda Axel Stockburger, dunajski umetnik, tudi ustanovitelj zdaj že ne več delujoče neodvisne umetniške TV postaje. Kot rezidenčni umetnik je nekaj časa preživel na Kitajskem, tam pa ga je začela zanimati prav posebna kultura.
There's people who are doing this, or were part of this culture called cosplay, which is an international culture where people produce their own costumes based on films, computer games, a lot of animation films and so on. V Mariboru se predstavlja s svojim delom Orc Warrior. I don't know if everybody knows what an orc is. It's like a fantasy being from a computer game called World of Warcraft. And a lot of my work is about the border between these two realms, between what is fantasy and what is reality, in a way. So what you see here in this work is a person who's playing this game, and at the same time you see him how he would play this game in his daily life. Podobno kot Axel, tudi Elizabeth Spenker zanima konotacija mask v 21. stoletju in v našem vsakdanu. This work is based on an essay by Levi Strauss. It's entitled Split Representation, and he researched different cultures. They used a different notion of perspectives. They have, in this phase, you see like more perspectives than normally in a portrait. Marina Faust, ki se v vitrinah predstavlja s plakatom, je na odprtju razstave žal umanjkala. Zato tudi ni prisotna v tem prispevku. In kje so se tokrat pomodili kolegi iz športnega uredništva? Hoška športna dvorana te dni diha z odbojko. Prav zdaj v njej poteka finale slovenskega pokalnega tekmovanja. Za naslov se potegujete ekipi Nove KBM Branika in Calcita Volibola. Zanimivi sta bili tudi včerajšnji polfinalni tekmi, predvsem med odbojkaricami domačega Formisa in Calcita. V velikem finalu se bodo namreč še petič zapored pomirile odbojkarice Nove KBM Branika in Calcita Kamnika, ki tudi branijo pokalno lovoriko. In če so Mariborčanke na prvi tekmi prepričljivo ugnale Kemo iz Puconcev, so igralke kamniške ekipe imele veliko več dela z domačo vrsto Formisa, ki je prvič zaigrala na zaključnem turnirju. Daleč najbolj razburljiv je bil že uvodni niz. Domača vrsta je ob navdušenju številnih gledalcev vodila že 24-20, a so gostje po neugodnih začetnih udarcih Tamare Borko izenačile in nato v pravi drami izkoristile četrto zaključno žogo za 30-28. Res da tekma se je v bistvu prelomila v prvem setu, tragično smo izgubile, ampak vseeno so one zasluženo zmagale. Mislim, da je bilo, da bi tam jim še dali še malo več zaleta za nadaljevanje te igre, tam pa je pa, ko so izgubile to prednost, jim je mogoče malo odtenek dol padle, me pa smo dobile tisti zagon in to je bilo to. V prvem delu drugega niza sta vrsti točke osvajali v valovih, po vstopu Eve Mori pa se je tehnica krepko nagnila na kamniško stran, a se igralke Formisa niso predajale in še zadnjič zapretile v končnici tretjega niza, no kaj več kot dočasnih 23-25 jim ni uspelo. Mogoče tega marsikdo ni pričakoval, ampak so bili kar eni preobrati, mogoče je celo dišalo po še bolj neki vroči končnici. In zdaj v Matjoško Rusijo, kjer nas predsednik Putin zadnje dni preseneča s pomilostitvami. Danes je namreč Rusijo zapustilo še več aktivistov okoljevarstvene organizacije Greenpeace. Med njimi je Kanadčan in 5 britanskih državljanov. Njihov odhod sledi nedavnemu sprejetju zakona o amnestiji in končanju postopkov proti 30 Greenpeaceovcem, za začetek mednarodnih novic ostajamo v Rusiji in pri zdaj že skorajda kultni dekliški zasedbi Pussy Riot. V Moskvi sta pred novinarje stopili članici razvpite pankovske skupine Pussy Riot, ki so jo v ponedeljek izpustili iz ruskih zaporov. Obsojeni sta bili zaradi provokativnega nastopa v moskovski katedrali, upirenega proti predsedniku Putinu. Članici sta rekli, da sta bili pomiloščeni zgolj zato, da bi si Rusija v očeh svetovne javnosti izboljšala podobo pred glavnim projektom predsednika Putina, olimpijskimi igrami v Sočiju. Z vzhodne obale Antarktike naj bi priplul kitajski ledolomilec in pomagal ladji, ki je tam v ledu ujeta od božiča. Na ladji, ki pluje pod rusko zastavo, je 74 potnikov in članov posadke, večina od teh je znanstvenikov iz Avstralije. Na pot so se z Nove Zelandije odpravili konec novembra, da bi zaznamovali 100. obletnico odprave na Antarktiko. Iz severne Tajske poročajo o hudi prometni nesreči, v kateri je po zdajšnjih podatkih umrlo 29 ljudi. Avtobus poln potnikov je prebil varnostno ograjo na mostu in zgrmel 50 metrov globok prepad. Vzrok nesreče še ugotavljajo. V bližini Šanghaja na vzhodu Kitajske je v zgodnjih jutranjih urah potonila ladja za prevoz blaga.
Mornarji so se tudi v rešilnem čolnu bojevali za življenja, saj so jim grozili 5 metrov visoki valovi. 3 mornarje še pogrešajo. Večino so jih rešili s helikopterjem, nekaj pa jih je pobrala ladja, ki se je mudila v bližini. Pred vremenom pa še črna kronika. V stanovanjski hiši v Litmerku na območju upravne enote Ormož so v sredo našli poškodovano žensko. Ko so na kraj prišli policisti, je bila ta že žal mrtva. Za zdaj je znano le to, da je umrla nasilne smrti. Zaradi preverjanja okoliščin dogodka so opravili blokado območja, vsem skupaj pa obvestili dežurno preiskovalno sodnico. No, vreme menda ne bo tako črno. Po noči se bo povsod delno zjasnilo. Po nekaterih nižinah bo nastala megla, jutri bo delno jasno, čez dan se bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pooblačilo. Zvečer se bo ponekod v hribovitih krajih zahodne Slovenije začel pojavljati rahel dež. Čez dan bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem okoli 4. Najvišje dnevne od 5 do 11, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. V nedeljo bodo padavine čez dan od zahoda spet zajele vso državo. Po nižinah bo deževalo, v noči na ponedeljek pa se bo meja sneženja spuščala, ponekod lahko tudi do nižin. V ponedeljek bodo padavine zjutraj ponehale, popoldne se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Tako prijadrali smo do konca dnevnika televizije Maribor, ki je tudi zadnji petkov dnevnik v koledarskem letu 2013. Z vami bomo spet v ponedeljek. Programsko-produkcijska ekipa, ki je poskrbela za izvedbo današnjega dnevnika, pa vam želi topline poln prednovoletni vikend in srečno.